Tone, pozdravljen, mi dva ste spet v Mariboru po kaj 3 tednih. V bistvu ste na turneji, Čista jeba tur, začeli v Celju, Maribor, Ljubljana. Kaj je nova plata, zakaj turneja, zakaj vse skupaj? Ma glej, v bistvu to ni klasična turneja. Zdaj, če bi se v Sloveniji šel neko klasično turnejo, bi verjetno to bilo enkrat na 10 let dosti. Gre za to, da pač to novo ploščo Čista jeba na nek način promoviramo na koncertih, se pravi, da je na tej turici, recimo tej mali turnejici, dejansko v ospredju repertoar z nove plošče, za razliko od teh nekih klasičnih rock'n'roll veselic, na katerih pač igramo več ali manj samo great hits, recimo glavne komade. Sicer pa ja, začeli smo v Celju, bilo je krasno, jaz ne dvomim, da tudi v Mariboru ne bo in mislim, da se je nova plošča in že kar precej pesmi z nove plošče že kar dobro prijelo. Kako pa to ste v Mariboru naredili kar 2 koncerta? Ni to kar tak en veliki strel? Koleno? Bomo videli. Bomo videli. Ne, mislim, da v bistvu to je posledica lanskoletnega dogajanja, ko je dejansko bilo v tej dvorani nevzdržno, ker je bilo absolutno preveč ljudi, kot jih lahko sprejme dvorano in se nam enostavno ni zdelo fair, da pridejo ljudje na koncert in pol na koncu ne morejo niti lulati, ne morejo niti do piva, skratka, da so nevzdržni pogoji. Zato smo se čisto zavestno odločili, da bomo mogoče imeli raje vsak večer malce manj ljudi, ampak da se bodo ti lahko imeli fajn in posledično tudi mi. Skratka, ne gre se toliko za to, da 2-krat razprodamo in 2-krat napolnimo dvorano štuk, ampak predvsem, da ljudje, ki pridejo, imajo možnost uživati maksimalno. Imeli ste komade Toplice, Teta Estera, zdaj pa tukaj Čista jeba. Nekaj let je minilo in malo ste spremenili. Izgledate še vedno mladi, čeprav tudi leta grejo v svojo smer. Grejo. Kaj se je spremenilo in v vašem dojemanju in vaši glasbi? Vse mogoče zanimivo je, recimo, da je ravno pesem Čista jeba. Je v tej maniri, vsaj na prvi posluh, je v maniri teh zgodnih Mi dva. Se pravi, gre relativno zelo hitro v uho, ali je človeku všeč, ali mu je blazno zoprn komad, ampak zapomni si ga. Je pa res, da ta pesem neverjetno odstopa od ostalega materiala na tej plošči. Ostali material je dejansko in glasbeno in tekstualno, se mi zdi dejansko nekje aktualen, zelo času primirni in obenem tudi primir naši starosti. Se pravi, pesmi vendarle govorijo o nekih drugih stvareh, kot so recimo govorile pesmi pred 20 leti. In to je čisto normalen, logičen pojav. Preden se omejuje čas, saj tvoj obsoja se svira vada. Rečete, špilate že kar nekaj let, ne? Ja, skoraj 20 bo. Skoraj 20, ja. To je 7. studijska plata. Pride pa vas na koncert poslušati tak število mladih, zajetno število mladih, v bistvu mulcev, mularije, pa tudi tistih malo starejših. Kje se najde ta presek, kako zdržujete to? Je muzika za vse? Jaz mislim, da je to največ, kar lahko bend doseže. Da dejansko mi še zmeraj seveda pišemo iz svojega stališča. Se pravi, da so to, če bi bil zelo direkten, to so pesmi, ki so namenjene publiki, ki je približno toliko stara kot mi. Oziroma te publiki, ki nas spremlja od samega začetka, publika, ki je z nami rasla. Ampak ta publika že ima danes otroke, ki dejansko hodijo v srednjo šolo, študirajo in so jim tudi všeč Mi dva. Jaz verjamem, da recimo gotovo enega teksta, ene naše pesmi, 40 let star človek ali pa recimo 17 let star mladenič ali mladenka gledata na malce drugačen način, ampak s tem ni popolnoma nič narobe, se pravi, vsak nekje najde to, kar mu nekje ustreza in jaz sem zelo všeč, da smo postali neke vrste medgeneracijski bend. Zakaj pa ne? Rock'n'roll je večen. Željo naj mirno spi, za sabo zbrišem vse sledi.
Srčni mir me vodi v stran. Pa je muzika tista, ki se obrača, ki obrača generacije, ali ne vem, kako naj to povem, ampak vseeno ste tukaj že 19 let. Ne? In muzika se je spremenila, vi ste se spremenili, kam se gre naprej? Mislim, kam se gre naprej po teh 19 letih, po 7 studijskih platah? Ja, konča se najverjetneje na pokopališču, ne? Ampak jaz upam, da je še kar nekaj časa do takrat. Vprašanje kam, ne? Zdaj, mi dejansko kaj veliko ne raziskujemo, ne odpiramo zdaj nekih novih poti, nekih novih smernic. Mi smo pač nekje na plošči Dobrodošli na dvor, se pravi predzadnji, nekako ugotovili, nekje našli tisti zvok, tisti izraz, v katerem se nekje najbolj najdemo. Ne? In tudi ljudje so ga na nek način takrat najbolj sprejeli, plošča rock'n'roll je to samo še potrdila oziroma še ukrepila in mi dejansko ostajamo v teh svojih gabaritih. Ne? Tu pa tam gotovo kakšen malce izlet recimo nazaj, kot je to Čista jeba, ampak v glavnem je pa to ta glasba in močno dvomim, da lahko mi delamo muziko, ki bi dobršni miri odstopala od tega, kar počnemo. Določene nijanse gotovo, seveda ne sme se preveč ponavljati, ampak to smo mi, to znamo delati, v tem smo najboljši in na tem zdaj naprej. Mi, ko izide vsaka naša plošča, ko izide, se mi zaklinjamo, da je to zadnja plošča. Ne? Skratka, jaz si tega več ne upam, zato ne bom rekel, da je to zadnja plošča, oziroma vsaj 2 leti bo to zadnja plošča. Evo, kaj bo pa pol bomo govorili. 3, 4, čista jeba, to je čista jeba, to si taki čisto blizu, da tako reč vse. Zakaj pa bo še Čista jeba išla na vinilo? Zakaj? Za sladokusce, kar je bil zelo dober, oziroma malo tudi za sentimenta. Ne? Mi smo klinci, ki smo odraščali v 80-ih letih, se pravi v teh letih smo se nekako spoznali z rock'n'roll muziko in ostali zvesti vse do zdaj in mi smo svoje prve glasbene idole poslušali na vinilnih ploščah in zato se nam dejansko, je to en tak poseben občutek, ko držiš svojo vinilko, čeprav danes ta medij predstavlja nekaj popolnoma drugačnega, kot je predstavljal takrat, ko je bil vodilni, tako rekoč edini glasbeni nosilec. Po drugi strani je pa tudi dejansko, da je zvok na LP-ju, na vinilo vendarle boljši kot na CD-ju. To pravijo tisti, ki se na zvok zelo spoznajo. Meni je načeloma vseeno.